Dve različni skupini bolnikov so in dejansko ena skupina so zelo majhni otroci, pri katerih najdejo gluhoto ob presejanju testa, takoj ob rojstvu, in te operiramo čim prej, se pravi že nekje okrog starosti 10 do 12 mesecev, če so okoliščine idealne. Druga skupina so pa potem odrasli, se pravi ali pa že najstniki ali odrasli, ker lahko tudi v kasnejših obdobjih življenja nastopi težka naglušnost ali pa gluhota, in seveda so potem tudi kandidati za tak pripomoček. Pri malih otrocih je zelo smiselno, da jih hitro odkrijemo, zaradi tega, ker se ta slušna pot pri malem otroku začne razvijati in mora dobiti slušni stimulus. In tudi pri odraslih so rezultati bistveno boljši, pri tistih, ki so že nekoč recimo imeli zaznav sluha, ki znajo govoriti in so mogoče tekom časa odložili. Ni vedno tako dramatično, včasih doživimo, da se seveda čudi, ker je pač to nekaj, mali otrok se čudi, ker te zaznave ne pozna. Pri operaciji se že naredijo, meritve pragov, na katerih se pač slušni živec odziva. Potem pa seveda ljudje opažajo, da slišijo, vodo teči, da slišijo, da se ko prižgejo luč, da to klikne, slišijo ptice zunaj, v hiši živijo in nikoli se niso zavedali, da recimo zunaj ptice pojejo, in take stvari so precej ganljive, ko to opisujejo. To je res.